Vlada je te dni ustanovila novo službo za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki bo delovala neposredno v vladnem kabinetu. Novo službo vodi Andreja Kert, državna sekretarka. Gospa Kert, kaj bodo prve naloge neke vrste podministrstva za kohezijsko politiko, ki bo moralo skrbeti hkrati za črpanje preostalih sredstev iz stare perspektive 2007-2013 in nove 2014-2020, ki se že začenja? Poglejte, ko ste že sama povedala, nas čaka velik izziv in zelo zahtevne naloge. Definitivno je prioriteta seveda črpanje sedajšnje perspektive, to se pravi 2007-2013, ki se seveda zaključuje tam v letu 2015 in seveda se bo še nekoliko pač vleklo z povračili in tako naprej do leta 2017, to se pravi, da je to še kar dolgoročna naloga. Poleg tega pa seveda zdaj pod nujno pripravo vseh potrebnih dokumentov za naslednjo perspektivo in to sta recimo najbolj pomembni nalogi, katere imamo poleg seveda še vseh ostalih, kar pomeni razvojnih nalog in pa seveda tudi nalog, ki so povezane s transnacionalnim delovanjem države. Ja. Gospodarska zbornica precej glasno opozarja, da zaradi tega, ker temeljnih dokumentov za črpanje evropskih sredstev iz nove perspektive 2014-2020 še nismo podpisali, niti zares pripravili in potem podpisali z Evropsko komisijo, da zaradi tega izredno zamujamo, predvsem pa izgubljamo možnost črpanja teh sredstev že v letošnjem letu. Takoj na začetku moram povedati, da mislim, da je strani gospodarske zbornice ta zadeva nekoliko prenapihnjena oziroma negativno sporočilo daje javnosti, kar ni pravilno. In sicer, če pogledamo konec leta 2013, je Evropska komisija šele postavila zakonodajni okvir, to se pravi v konec meseca decembra, v katerem jasno zapisano, dokdaj so tisti zadnji roki, ko morajo države članice oddati te dokumente. To se pravi oddati za to, da se bo pač z komisijo dogovorila in podpisala dokumente. In to je recimo za ta strateški dokument, se pravi partnerski sporazum, je datum 22.4.2014. Za operativni program, ki pomeni izvedbeni in seveda tisti najbolj pomembni z vidika potem črpanja, pa je 3 mesece, najkasneje 3 mesece po tem datumu. Po aprilu. Točno. Enkrat v jeseni, torej v začetku jeseni. Zdaj, mi sicer, skrajni datum je to se pravi 22. Ne, če rečeva 22.4. plus 3 mesece, je to 22.7. Kar pa pomeni, da po tistem, ko so te stvari oddane v ta, če bi vzeli ti skrajne roke, nekje v 5 tednih Evropska komisija poda svoje pripombe in potem je od države članice odvisno, v koliko kratkem času te pripombe upošteva oziroma ponovno vrne nazaj in pripravi dokumente za eventualni podpis. Seveda, če bo Evropska komisija zadovoljna. Tako da vse članice smo pravzaprav v nekem, bom rekla, procesu priprave in po podatkih, katerih imam, nikakor ne zaostajamo v tem, da ne bi pravočasno zadev oddali. Tudi jaz mislim, da priprava dokumentov ni v takšnem zaostanku, da teh rokov ne bi bilo mogoče spoštovati. Vsekakor pa mislim, da je pa potrebno še dodatni napor za to, da bomo lahko čim bolj zadovoljni s tistim, kar bomo potem Evropski komisiji ponudili v podpis oziroma se z njimi dogovorili, da bomo partnerski sporazum dejansko tudi podpisali. Niste omenili te strategije pametne specializacije, ki je tudi nek zelo pomemben dokument v teh pripravah na črpanje in ki je tudi deležen velike kritike, ne samo iz strani gospodarstva, pač pa tudi recimo iz teh univerzitetnih akademskih krogov. Ja, poglejte, strategija pametne specializacije se je pripravljala v lanskem letu, bom rekla, čez celo poletje in tam do jeseni. Sodelovalo je veliko deležnikov, zunanjih deležnikov, tako gospodarstva kot znanstvenih, recimo raziskovalnih teh inštitucij. Ta dokument seveda mora dobiti še nadgradnjo, to je priprava ukrepov in jasno zastavljenih ciljev in seveda tistih prioritet,
za katere menimo, da Slovenija jih mora v naslednji perspektivi podpreti. In ta proces se bo zdaj v naslednjih 2 mesecih zelo pospešeno tudi odvil. Pripravljamo ustrezne podlage za to, o tem smo se že pogovarjali, tako da jaz mislim, da ta dokument kot predhodna pogojenost za črpanje evropskih sredstev, mislim, da bo pripravljen, upam pa, da tudi dovolj kvalitetno in da bomo približno zadovoljni vsi skupaj s tem. Ni pa ta dokument potreben tako kot sta recimo strateški, ta partnerski sporazum in operativni program, ki jih podpisujemo z Evropsko komisijo? To je, se imenuje tako kot predhodna pogojenost. Poglejte, Evropska komisija je postavila vsaki državi članice neke predhodne zahteve za pripravo vseh teh, bom rekla, teh 2 strateških dokumentov, recimo tako, za črpanje. Ne? In partnerski, se upravičujem, to se pravi, strategija pametne specializacije je eden izmed teh dokumentov in ena izmed teh prioritet. In v tem v tej strategiji pametne specializacije bomo v osnovi kaj opredelili, če lahko to v 2 stavkih? Lejte, opredeljene bodo pravzaprav tiste največje prepoznane kompetence. Kakšen bo ta premik od tega, čemur smo sledili v tej perspektivi, ki se zdaj izteka in čemu bomo sledili zdaj? Poglejte, najprej mogoče treba povedati, da ta dokument bo podpiral zgolj 2 tematska cilja, seveda v povezavi tudi z drugimi, in je pomemben dejansko za podporo gospodarstvu in razvoju in pa seveda na koncu upam tudi kreaciji novih in kvalitetnih delovnih mest. Ta pametna specializacija je pravzaprav namen, da država in gospodarstvo in celotno okolje ugotovi, katere so naše kompetence in da si postavimo, kje vidimo svoje prioritete, ki jih želimo v teh nadaljnjih letih razviti in podpreti z evropskimi sredstvi. Ampak ker ta dokument, ta strategija pametne specializacije že nastaja, ni nek nepopisan papir, kje torej vidimo mi svoje kompetence, svoje prednosti? Konkretno? Ja, konkretno, zdaj vam bi zelo težko povedala, ker nisem dokumenta tako dobro sledila. Vsekakor pa vidimo kompetence tako na področju IKT-ja, na področju bio-nanotehnologije, potem seveda v povezavi z podporo storitev in pa seveda dejansko moramo slediti k temu, da bomo ustvarili nizkoogljično družbo. To se pravi, je zelo kompleksen dokument in potrebuje seveda tisto, da se osredotočimo in določimo naše resne prioritete. Nova služba za evropsko kohezijo bo torej, kakor ste rekli, skrbela za končanje stare finančne perspektive, kar od zunaj ni videti majhen zalogaj. Namreč v letošnjem in prihodnjem letu je treba počrpati še 1,7 milijarde evropskih sredstev. Ali nam bo to uspelo? Poglejte, če spremljate, kako pravzaprav poteka črpanje tudi po ostalih državah, moram povedati, da je dejansko Slovenija ni tako slaba v črpanju, vendar s tem ne moremo biti zadovoljni. To pa se strinjam. Smo nad povprečjem evropskim, vendar vsekakor pa je potrebno v naslednjih 2 letih to intenzivno spremljati in pa tudi pospešiti. To se pravi, da vsi tisti, kateri so začeli projekte, da jih bodo tudi dejansko izpeljali. Dejansko je podpisanih pogodb za skoraj 100% črpanja, vendar nekateri projekti še niso začeli teči, vendar se ocenjuje, da so to vsi tam taki projekti, ki je mogoče, da se izvedejo. Problematični pa, kot veste, so pa nekateri projekti, ki so bili v preteklosti že določeni kot taki, ki naj bi se že izvedli, pa se je njihova izvedba zavlekla in pravzaprav tukaj je pa največji napor, katerega pravzaprav poskušamo usmeriti, da jih pospešimo oziroma da se ustrezno dogovorimo, kako, na kakšen način bomo stvari uredili, da bomo dejansko imeli maksimalno možno črpanje. Ampak to pomeni, če pač imamo pred seboj 1,7 milijarde evrov, ki jih moramo
v naslednjih 2 letih počrpati, da moramo imeti približno toliko denarja rezerviranega tudi v našem domačem državnem proračunu. Ali nam bo to uspelo? Glejte, to je pravzaprav vprašanje za Ministrstvo za finance, bolj kot pa za organ upravljanja, ker pač žal mi ne upravljamo oziroma nismo tisti, ki bi postavljali te okvire. Vsekakor pa država bo morala slediti temu, če hočemo te stvari tudi izpeljati, tako kot smo si jih zastavili. Težave s črpanjem evropskega denarja v zadnjem času dovolj plastično prikazuje nedavno razveljavljena pogodba o sofinanciranju projektov z agencijo Spirit. Pogodba je bila vredna 30 milijonov, zdaj je razveljavljena med drugim očitno tudi zaradi sumov korupcije in vseh drugih nečednosti, ki naj bi se tukaj dogajale. Po drugi strani pa vsej iz gospodarstva slišimo pripombe, da je to pač zelo velik fiasko za gospodarstvo in neko, bi rekla, problematično sporočilo, kaj bo potem za naprej, če se bodo take stvari dogajale oziroma da se sploh lahko dogajajo. Mogoče najprej to, ta razveljavitev in pa seveda kako naprej v okviru pač tega razpisa ali ne razpisa oziroma kaj naprej z podpiranjem tega, kar je bilo predvideno v razpisu tem, ki je bil razveljavljen, je v pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in žal ne morem komentirati. Vsekakor pa pričakujemo od ministrstva kot organ upravljanja, da nam čim prej povedo, kaj bodo z tem denarjem, kateri je sedaj seveda prost. Kolikor sem seznanjena, se pripravljajo, da bi predlagali nov ukrep, s katerega bodo morali čim krajšem času predložiti organu upravljanja, tako da upam, da se bodo stvari čim prej odvile in seveda v korist gospodarstva. Seveda pa je pa zelo zaskrbljujoče to, da ugotovimo, da se v okviru državne uprave dogajajo stvari, ko mečejo dvom o pravilnosti delovanja. Menim, da vsi, ki se srečujemo kakorkoli z postopki, ki so povezani z dodeljevanjem denarja ali pa kakršnimi drugačnimi postopki, ki kakorkoli lahko vplivajo na odločitve, menim, da moramo delovati vsi transparentno, pravilno, gospodarno, predvsem pa moralno ustrezno. Ker ste omenili, da je ministrstvo organ upravljanja, to pomeni, da zdaj ta nova služba, ki jo vodite, ni organ upravljanja za ta evropska sredstva? Poglejte, nekaj malo vas moram popraviti. Ministrstvo za gospodarski razvoj je posredniško telo v tem primeru, organ upravljanja pa je v vseh primerih, kar se tiče kohezijskih sredstev, pa služba. Ja. Tako da v bistvu oni kot posredniško telo, tisti, ki odločijo, kam sredstva grejo, sklenejo ustrezno pogodbo in tako naprej, postavijo pogoje, so dolžni zdaj predlagati organu upravljanja, kaj zdaj z temi sredstvi naprej. Kolikor ne bodo, bo potrebno najti pač. S tem, ko ste pač nekako konstituirali, oblikovali to službo, ste postali avtomatično tudi ta organ upravljanja? Seveda, seveda. Med prioritetami iztekajoče finančne perspektive je bila tudi nekako razumljena izgradnja mreže urgentnih centrov. Tudi to je tak značilen primer, kjer se nam je leta zatikalo in izgleda še vedno niso stvari rešene, tako da je torej vprašanje, ali bomo te centre, teh 10 centrov izgradili z temi sredstvi, ali je to pač zapravljena priložnost. No, tu vam moram povedati veselo novico, saj tako jo mi ocenjujemo, in sicer 7 urgentnih centrov, kateri so dejansko iz osnovnih sredstev, ki so bila dodeljena strani kohezijskih sredstev za ta namen, je dejansko podpisanih, imajo vse ustrezne dokumente in po naših informacijah tudi te postopki oziroma ta izgradnja in to tudi že teče in nekateri so v zaključni fazi. Kar se tiče dodatnih 3, pa je zadeva v teku, ker to so pa tisti, ki so iz tako imenovanega overcommitmenta in ocenjujem, da je tudi v zelo kratkem času lahko
pač mogoče, da se bodo zadeve tudi za te 3 urgentne centre pospešeno začele izvajati. Samo te 3 so, samo sekundo, se pravi, je to Nova Gorica, Novo mesto in Slovenj Gradec. Za te še pač čakate? To je še v bistvu postopku zadeva med ministrstvom oziroma med, to se pravi, organom upravljanja in pa organom, to se pravi, posredniškim telesom. Ampak so tik pred tem, da torej začnejo? Niso nekje zelo ne, niso daleč, tako da upam, da bodo stvari vse stekle tako, kot je potrebno. Še letos pomladi ali? Ja, to vam zdaj težko rečem, ker treba je videti vse dokumente in ne bi želela prejudicirati stvari, ker mislim, da to ne bi bilo pošteno. Skupaj smo torej v 7 letih počrpali iz te finančne perspektive 2007-2013 okrog 2,5 milijardi evropskih sredstev. Če k temu prištejemo še dobre 3 milijarde, ki jih je država na tak ali drugačen način z raznimi subvencijami, pomočmi, garancijami in tako dalje namenila gospodarstvu in bančnemu sistemu, v zadnjih 5 letih pridemo kar do impozantne številke, več kot 5 milijard. Po drugi strani pa se zdi, da smo torej ta sredstva kar nekako slabo izkoristili, glede na to, da smo prepoznano evropska država, ki je še vedno v krizi. Ja, resno se postavlja vprašanje nepravilnosti, ampak pravilnih odločitev ali pa mogoče, bom rekla, odločitev, ki bi dejansko pomenile doseganje ciljev, katerih smo si zastavili v preteklosti. Zato se pravzaprav zdaj za naslednjo perspektivo in pa jaz mislim, da tudi za naslednje obdobje razvoja države zelo intenzivno ukvarjamo s tem, kako zagotoviti boljše črpanje, boljšo izkoriščenost, vendar ob pogoju dejanskih doseganja ciljev, ki si jih bomo zastavili in seveda učinkovitosti. To se pravi, da se odmikamo od tistega, da je potrebno porabiti sredstva in premikamo k temu, da se zahteva, da bo dejansko učinki in dejansko rast, katero seveda vsi zelo težko pričakujemo.